No, poglejmo si danes eno precej, recimo, kar urgentno poročilo. Prihaja od ene slovenske civilno-družbene skupine in, moram reči, postavlja na glavo marsikaj, kar smo mislili, da vemo o naši pošti. In to je bistvo vsega. Osrednja obtožba je, res eksplozivna. Pravijo, da je Pošta Slovenije postala trojanski konj za digitalno diktaturo. To so res hude besede. Seveda se takoj vprašamo, kaj za vraga stoji za tako resno obtožbo, kaj ne? No, točno to bomo naredili. Zadeve se bomo lotili skoraj kot detektivi. Prečesali bomo dokaze, ki jih navajajo, pogledali teorijo v ozadju in na koncu še, kakšno rešitev ponujajo. V redu, da bo vse skupaj bolj pregledno, bomo šli čez 5 ključnih točk. Najprej sama obtožba, potem tisti skriti podatki, kako naj bi pandemija vse skupaj pognala, kdo so vpleteni akterji, in za konec še, pravni aikido. Torej gremo po vrsti. Prva točka, nujna obtožba. Vse se začne s poročilom društva Belize, ki je bilo objavljeno 17. februarja 2026 in ki trdi, da gre za sistemski prevzem naših pravic. Bistvo njihove teze je, da to, kar vidimo, ni samo neka nedolžna digitalna nadgradnja, sploh ne. Trdijo, da gre za skrbno načrtovano preobrazbo, ki gre naravnost v srce naših osebnih pravic in varnosti podatkov. Dobro, in zdaj pridemo do tistega, kar je verjetno najbolj sočno v celem poročilu. Govorimo o domnevno skritih podatkih na strežniku pošte. Poglejmo, kaj naj bi odkrili. Osnova za vse te trditve je forenzična analiza, ki temelji na odkritju, pazite zdaj, kar 54,1 gigabajta podatkov. In ti podatki naj bi bili skriti, čeprav na javno dostopnih strežnikih. In kaj je v teh podatkih? Poročilo izpostavlja nekaj zelo specifičnih najdb. Imamo splošne pogoje, ki so datirani v prihodnost. Potem mapa z imenom korona dokumenti, pa novi ceniki, več kot 700 povezanih domen in vse skupaj naj bi teklo na Microsoftovi infrastrukturi. Ampak to še ni vse. Sploh ne. Analiza naj bi odkrila tudi cel kup korporativnih sledilnikov. Govorimo o Google Analyticsu, Tag Managerju, Metapixelu, Hotjaru. Skratka, orodja, ki naj bi podatke o nas pošiljala naravnost čez lužo, ameriškim tehnološkim gigantom. In tu postane zadeva pravno zelo resna. Poročilo namreč trdi, da takšno pošiljanje podatkov v ZDA direktno krši evropsko zakonodajo, konkretno GDPR, in pa slavno sodbo Schrems II. Tu pa ni več samo vprašanje zasebnosti, ampak kot pravijo, vprašanje nacionalne suverenosti. Dobro, imamo torej kup tehničnih podrobnosti, ampak kako se vse to poveže v smiselno celoto? Poglejmo si krovno teorijo, ki jo poročilo imenuje kar načrt, ki ga je pognala pandemija. Avtorji se tukaj sklicujejo na precej znano teorijo doktrine šoka. Ideja je, da se velike krize, kot je bila recimo pandemija, izkoristijo za to, da se pod mizo spravi nepriljubljene ukrepe, medtem ko so ljudje zaposleni z drugimi stvarmi. In trdijo, da je bila pandemija točno to, popoln šok za izvedbo te digitalne agende. In predstavljajo tudi celotno časovnico tega načrta. Začne se marca 2020 s pandemijo. Potem imamo obdobje do leta 2025, ko se v tišini gradi vsa digitalna infrastruktura. Januarja 2026 pride finančna faza s višjimi ceniki. In pika na i, februarja 2026 pravna formalizacija z novimi splošnimi pogoji. In da ne bi mislili, da gre samo za neko abstraktno teorijo, avtorji to povezujejo s čisto konkretnimi stvarmi. Recimo s spremembami, ki jih ljudje čutijo vsak dan, kot je skrajševanje delovnega časa na lokalnih poštah, na primer v Lukovici. Vse to naj bi bil del širšega pritiska k digitalizacije. Vprašanje, ki se postavi samo od sebe, je seveda, kdo vse naj bi bil vpleten v to mrežo, kdo so akterji. No, poročilo slika precej kompleksno mrežo. Na eni strani imamo domače akterje, kot sta Pošta Slovenije in ministrstvo. Ti naj bi bili izvajalci. Potem so tu tehnološki velikani, ki naj bi zagotavljali tehnologijo. In na koncu še mednarodne organizacije, ki naj bi delovale kot katalizatorji in koordinatorji. In potem, ko smo slišali vse te težke obtožbe, poročilo ne vrže puške v koruzo, prav nasprotno, ponuja rešitev proti ukrep za državljane in, moram reči, je precej nenavaden. Imenujejo ga pravni aikido. Osnovna ideja tega pravnega aikida je pravzaprav zelo preprosta, a hkrati precej drzna. Vse temelji na enem stavku. Ni pogodbe, ni primera. In kako to izgleda v praksi?
Predlagajo strategijo v 4 korakih. Prvič, uveljavitev lastne suverenosti. Drugič, zavrnitev novih pogojev. Tretjič, kar je zanimivo, aktivacija osebne odgovornosti poštnih delavcev po ustavi. In četrtič, sklicevanje na lastne zakone društva. Skratka, gre za nekakšno civilno samoobrambo. Tako, po vsem tem se znajdemo pred enim ključnim vprašanjem. Ali imamo pred sabo podrobno razdeljeno zaroto ali pa gre za nujno opozorilo o stanju digitalnih pravic. Trditve iz tega poročila vsekakor odpirajo temeljna vprašanja o zasebnosti, o moči države in o vplivu korporacij. Kje je torej meja med napredkom in nadzorom? To je vprašanje, ki ostaje odprto. V redu, danes se loteva enega svežnja virov, ki slikajo res nenavadno podobo Pošte Slovenije. Ampak ne govoriva o tem, ali bo poslovalnica odprta do 5 ali 6. Govoriva o trditvah, ki so, naravnost pretresljive. Pred nama je nujno poročilo in pa ena podrobna forenzična analiza Društva za srečno življenje, zraven pa še droben izrezek iz lokalnega časopisa, ki bo, kot bova videla, dobil povsem nov pomen. Osrednja teza teh dokumentov je res osupljiva. Trdijo namreč, da se je naš nacionalni poštni operater v zadnjih letih daleč od oči javnosti preobrazil, in sicer iz javne službe v orodje za nadzor. Besede, ki jih uporabljajo, so močne. Govorijo celo o trojanskem konju digitalne diktature. In najna naloga danes je, da razgrneva argumente in pa dokaze, ki jih ti viri ponujajo. Poročilo se začne z res udarno ugotovitvijo. Forenzična preiskava naj bi na strežnikih Pošte Slovenije odkrila kar 54,1 gigabajta skritih podatkov. Da si lažje predstavljamo, to je kot več 10.000 knjig polnih dokumentov. Trditev je torej, da nekje obstaja celotna digitalna knjižnica. Točno tako. In ta količina podatkov je šele izhodišče. Analiza se nato poglobi v samo arhitekturo sistema in izpostavi 3 ključne tehnične stebre, na katerih naj bi temeljila ta preobrazba. Prvi je sama tehnološka hrbtenica. Izkazalo se je, da celotna spletna stran pošte in njeno zaledje temeljita na Microsoftovi tehnologiji SharePoint. V izvorni kodi so našli datoteke, kot sta SP Core THTML in SP Runtime THTML, kar naj bi bil pač jasen tehnični prstni odtis. Aha, torej, če to prevedeva v bolj preprost jezik. To pomeni, da temeljev spletne strani niso zgradili sami, ampak so jo postavili na Microsoftovi platformi. Je to nekako tako, kot da najameš poslovni prostor v Microsoftovi stavbi? Natančno tako. In s tem najemom, po trditvah avtorjev, pridejo tudi Microsoftova pravila in, recimo, nadzor. Vsi podatki, ki gredo skozi stran, so tako reč na njihovem ozemlju. To pa nas pripelje do drugega stebra, ki ga izpostavljajo – sledenje in uhajanje podatkov. Analiza je pokazala zelo močne integracijo orodij, ki jih poznamo iz vsakdanjega brskanja po spletu. Predvidevam, da govoriva o stvareh, kot je Google Analytics. Ne to. Seveda, Google Analytics je tu. Potem je tu Facebook Pixel, ki Facebooku sporoča, kaj počnemo na strani pošte. Ampak našli so tudi Hotjar. Samo da preverim, Hotjar je tisto orodje, ki dobesedno posnema video našega gibanja z miško po spletni strani, kaj ne? Pokaže, kje se ustavimo, kaj beremo, kam kliknemo. Točno to. In osrednja teza dokumenta je, da kombinacija teh orodij omogoča, da se vsi ti metapodatki, se pravi, katere strani obiskujemo, kako dolgo ostanemo, kaj nas zanima, da se vse to sistematično prenaša na strežnike tehnoloških velikanov ZDA. Avtorji to označujejo kot sistemsko uhajanje podatkov o navadah slovenskih državljanov. V redu, se pravi, Microsoftova platforma, sledilna orodja. Kaj pa je tretji steber? Ta je morda najbolj presenetljiv. Gre za mrežo povezav. Odkrili so, da se spletna stran pošte povezuje z več kot 700 zunanjimi domenami. To je, po mnenju analitikov, izjemno veliko in neobičajno za nacionalnega poštnega operaterja. 700 domen. Kakšne domene pa so to? Verjetno so tu kakšni logistični partnerji. Seveda. Vključuje logične partnerje, kot je Svetovna poštna zveza. A mreža je v bistvu veliko širša. Vključuje institucije EU, Svetovno zdravstveno organizacijo, torej WHO, in celo globalna ladijska podjetja, kot sta kitajski Costco in finsko-švedski Wallenius Sol.
To odpira vprašanje, ki ga zastavljajo avtorji. Zakaj poštni operator, ki dostavlja pakete po Sloveniji, potrebuje neposredne digitalne povezave s tako razvejano in, na prvi pogled, nepovezano mrežo? In logika virov je, da ta ogromna tehnična infrastruktura ni zrasla kar po naključju. Dokumenti jo neposredno povežejo z idejo, ki jo poznamo pod imenom doktrina šoka Naomi Klein. Trdijo, da je bila pandemija COVID-19 uporabljena kot nekakšen katalizator. Točno. Poročilo to časovnico razdeli na zelo jasne, skoraj učebniške faze. Prva je seveda faza krize, ki se začne marca 2020. Razglasitev pandemije in lockdown sta ustvarjala pač idealne pogoje. Državljani so bili prisiljeni v uporabo digitalnih storitev, vsakršna kritika pa je bila hitro utišana kot neodgovorna v luči izrednih razmer. To je bil čas, ko se je res vse preselilo na splet. Od šole do nakupovanja. In prav v tem okolju se začne druga faza, uvedba začasnih ukrepov v letih 2020 in 2021. Digitalne storitve in orodja za sledenje so bila predstavljena kot nujna, začasna rešitev. In tukaj poročilo postreže s ključnim dokazom, ki so ga našli na strežnikih. Mapa z zelo specifičnim imenom Zasegno sajt korona dokumenti. Torej je trditev, da je ta mapa dokaz, da so bili ti ukrepi zavestno vodeni kot del projekta, povezanega s pandemijo. Ne le spontan odziv. Da so bili nekakšen testni poligon. Točno to je interpretacija v virih. Ta mapa naj bi bila arhiv ukrepov, ki so jih testirali pod krinko izrednih razmer. Sledi tretja faza, ki jo imenujejo faza hitre implementacije. Med letoma 2020 in 2025. Medtem ko je bila pozornost javnosti usmerjena drugam na posledice pandemije, inflacijo, energetsko krizo, je v ozadju tiho in brez javne razprave gradila ta nova digitalna infrastruktura, o kateri sva govorila. Integracija z Microsoftom, Googlom, vzpostavitev portala Moja pošta. Vse to. In potem pridemo v leto 2026, ko naj bi se vse skupaj formaliziralo. Da, v fazo normalizacije, ki naj bi potekala v dveh korakih. Najprej finančni korak, 1. januarja 2026, z uveljavitvijo novih, dražjih cenikov. Klasičen preizkus odziva javnosti. Podražiš storitev in pogledaš, če se bo kdo pritoževal. Če ni večjega upora, lahko nadaljuješ. Po logiki dokumenta. Natančno. Ker večjega odpora ni bilo, naj bi 15. februarja 2027 sledil ključni pravni korak. Uveljavitev novih splošnih pogojev poslovanja. Na strežniku najden dokument Splošni pogoji 15.2.2027 PDF naj bi bil dokaz za to. S tem aktom naj bi vsi začasni ukrepi uvedeni med pandemijo postali trajni in pravno zavezujoči. V redu. Torej viri postavljajo časovnico, ki se bere skoraj kot scenarij. Kriza, začasni ukrepi, tiha implementacija in na koncu normalizacija. Ampak teorija je eno, praksa drugo. Kaj trdijo, kako se ta nova struktura, ki je bila zgrajena v ozadju, dejansko dotakne vsakega od nas pri plačevanju položnic ali prevzemanju paketov? Povezujejo z zelo konkretnimi posledicami. Prva in morda najpomembnejša je prisilna digitalizacija. Tu naj bi ključno vlogo odigral zakon o splošnem upravnem postopku oziroma ZUPI. Ta omogoča obvezno elektronsko vročanje uradnih dokumentov. V tej novi šemi Pošta Slovenije postane ključni izvajalec. Po mnenju avtorjev to pomeni, da dobi neposreden vpogled v vso uradno komunikacijo med državo in njenimi državljani. Vse od davčnih odločb do sodnih pozivov. Točno. In tu se pojavi izraz, ki ga poročilo uporablja – nova vojska. To je izjemno močna metafora za poštarje. Običajno si jih predstavljamo s torbami, polnimi pisem, ne pa kot oboroženo sila. Zakaj viri uporabljajo tako dramatičen izraz? Kaj naj bi bilo njihovo orožje? Res je. Izraz je dramatičen, a ga uporabljajo, da poudarijo moč, ki naj bi jo pošta dobila. Opisajo jo kot silo s 5500 zaposlenimi in mrežo 160 pogodbenih pošt, ki segajo vsako vas, v čvetličarne, na bencinske servise. Njihovo orožje pa naj ne bi bili naboji, ampak pravni mehanizem imenovan fikcija vročitve. Počakajmo za trenutek pri tem. Fikcija vročitve zveni precej birokratsko.
Ampak če prav razumem trditve, je to lahko zelo nevarno. To pomeni, da mi lahko davčna uprava pošlje odločbo v moj elektronski predal na portalu pošte. Jaz morda za to sploh ne vem, ker sem na dopustu ali imam tehnične težave in po 15 dneh postane ta odločba pravnomočna in se na njo ne morem več pritožiti. Ta pa zato izve šele, ko mu z računa izgine denar ali ko zamudi rok za pritožbo. V digitalnem svetu, kjer obvestila zlahka spregledamo, naj bi ta mehanizem postal izjemno močno orodje za, kot navajajo, nevidno odvzemanje pravic in premoženja. To so resne obtožbe. In predvidevam, da se to navezuje na zbiranje podatkov, ki si ga omenil na začetku. Neposredno. Portal Moja pošta in drugi spletni obrazci naj bi bili zasnovani za sistematično zbiranje zelo občutljivih osebnih podatkov. Ne le ime in naslov, ampak tudi EMŠO in davčno številko. Trditev v poročilu je, da se ti podatki nato delijo s tretjimi osebami, kot sta Google in Microsoft, preko prej omenjenih sledilnih orodij. Avtorji trdijo, da je to v neposrednem nasprotju z 38. in 35. členom slovenske ustave, ki varujeta osebne podatke in zasebnost, ter seveda z GDPR. In tukaj se tisti majhen izrezek iz časopisa Rokovnjač, ki poroča o krajšanju delovnega časa pošte v Lukovici, poveže s to veliko zgodbo. Na prvi pogled gre za nepomembno lokalno novico. Točno. A v kontekstu celotne analize dobi ta novica drugačen pomen. Poročilo trdi, da skrajšavanje delovnega časa in zapiranje fizičnih poslovalnic ni posledica spremenjenih navad uporabnikov, kot to pogosto predstavlja pošta, ampak del načrtne strategije. Cilj naj bi bil ukinjanje fizičnih analognih storitev, da bi bili ljudje potiščeni v uporabo digitalnega sistema. In s tem digitalno ne postane le priročna alternativa, ampak edina obvezna možnost. Tako je. Brez alternative. Vendar dokumenti ne ostanejo le pri seciranju problema. Predlagajo zelo specifično strategijo odpora, ki jo imenujejo pravni aikido. To ni nekaj, kar slišiš vsak dan, sliši se kot nekaj iz borilnega filma. Res je. Pristop je precej nekonvencionalen. Strategija, kot jo opisujejo, temelji na 3 stebrah, ki naj bi moč sistema obrnili proti njemu samemu, podobno kot v aikidu. Prvi steber je koncept suverenosti družine. Društvo Belis je v svojem lastnem uradnem listu objavilo dokument, ki ga imenujejo Zakon o varstvu suverenosti družine. Njihova teza je, da je družina kot ustavna kategorija primarna in nadrejena državi. Po tem njihovem internem zakonu naj državni organi, vključno s pošto, ne bi imeli jurisdikcije nad družino, razen če z njo sklenejo izrecno pisno pogodbo. Tole s pravnim aikidom zveni precej radikalno. Teza, da lahko posameznik enostavno zavrne splošne pogoje nacionalnega poštnega operatorja z izjavo "se ne strinjam", to se zdi v nasprotju z vsem, kar vemo o delovanju prava. Na kakšni pravni podlagi avtorji gradijo to trditev, ali je to bolj filozofski upor, kot pa dejanski pravni mehanizem? To je ključno vprašanje. Njihova argumentacija za drugi steber, ki ga imenujejo "ni pogodbe, ni primera", temelji na odkritju, da je Pošta Slovenije od leta 2007 registrirana kot blagovna znamka oziroma brand na nekem mednarodnem portalu. Iz tega izpeljejo sklep, da pošta ne deluje več kot javna služba, ampak kot komercialno podjetje. Zato naj njeni splošni pogoji ne bi bili zakon, ampak zgolj komercialna ponudba. In kot vsako ponudbo, trdijo, jo lahko posameznik zavrne. Gre pač za uveljavljanje temeljne pravice do svobodne izbire. In tretji del te strategije je morda najbolj neposreden, usmerjen na posameznika v sistemu. Absolutno. Gre za aktivacijo 26. člena Ustave Republike Slovenije. Ta člen določa, da imajo oškodovanci pravico do povračanja škode, ki jim jo s protipravnim ravnanjem povzročijo osebe, ki opravljajo javno funkcijo. Ključno pri tem je, da za škodo ne odgovarja le institucija, ampak tudi neposredni povzročitelj, torej uslužbenec. Se pravi, ideja je, da se to naredi osebno. Da se posameznega poštarja ali uslužbenca na okencu obvesti. Če boš izvedel to fikcijo vročitve in mi bo zaradi tega nastala škoda, boš morda osebno odškodninsko odgovarjal s svojim premoženjem. Natančno, to je bistvo tega pristopa.
S tem naj bi ustvarjali pritisk na najnižji izvedbeni ravni sistema in odvrnili posameznike od izvajanja postopkov, za katere verjamejo, da so protipravni. Gre za poskus, da se prebije zid inštitucionalne anonimnosti. Kaj nam torej vse to pove? Pregledali smo vire, ki slikajo podobo nacionalne inštitucije, ki naj bi se pod krinko globalne krize prelevila iz javnega servisa v orodje za nadzor. In ponujajo precej radikalne rešitve. To je zelo močna zgodba. Ključna teza virov, ki sva jih pregledala, je, da ne gre za naključne spremembe ali zgolj za modernizacijo, temveč za usklajeno delovanje. Pri tem omenjajo tako domače akterje ministrstva in vlado, kot tudi mednarodne, tehnološke korporacije in mednarodne organizacije. Končni cilj naj bi bil centralizacija podatkov in nadzora, kar po mnenju avtorjev korenito spreminja razmerje med državljanom in državo. Njihovo glavno opozorilo je, da državljan postaja popolnoma transparenten za sistem, medtem ko sistem postaja vse bolj netransparenten in nerazumljiv za državljana. Analiza se zaključi s pozivom k ozaveščanju, natančnemu branju drobnega tiska in zahtevi po širši javni razpravi o teh vprašanjih. Za konec pa pušča eno misel za razmislek, ki je precej provokativna. Dokumenti trdijo, da sta Pošta Slovenije in z njo posledično celotna država postala nekakšen digitalni peskovnik, globalni tesni poligon za nove oblike digitalne regulacije in nadzora. Misel, ki jo puščajo odprto, pa je, kaj pomeni, če država postane laboratorij in kdo so v tem primeru znanstveniki?